Novi Sloveniji se ves čas zavzemamo za pravico do mame in očeta, zato krščanski demokrati odločno nasprotujemo spreminjanju temeljnih pojmov zakonske zveze in družine, zato smo se tudi odločili, da bomo v referendumsko kampanjo vstopili samostojno. Na terenu pa bomo sodelovali tudi z drugimi civilnimi iniciativami, ki delijo naše mnenje. Ves čas zagovarjamo pravico do mame in očeta, še posebej pa poudarjamo zasledovanje otrokovih največjih koristi in menimo, da spremenjena definicija ne zmore zagotavljati varstva le teh naravno pripadajočih pravic. Če bi bila definicija o zakonski zvezi sprejeta, bi lahko imela za posledico vrsto predvidljivih in tudi nepredvidljivih sprememb v družbi, na katere opozarjajo strokovnjaki in civilna združenja. Seveda bi to vplivalo tudi na nadaljnjo vzgojo v vseh nivojih izobraževanja, v odnosu do materinstva, očetovstva in izkušnje iz tujine nas učijo, da je ta zakon lahko samo podlaga za nadaljne akcije oziroma za nadaljne spremembe v zakonodaji. In zaradi tega mi želimo, da bi se prvotni zakon o registraciji istospolnih skupnosti nadgradil oziroma da bi v njem s pomočjo tega zakona odpravili vse tisto, kar očita Ustavno sodišče temu zakonu, oziroma da bi istospolne partnerske skupnosti dobile vse tiste pravice, ki jim pripadajo na področju pravnih pravic, socialne varnosti, civilnega, upravnega, delovnega, davčnega prava, ki z vidika življenja istospolnih oseb, ki živijo v dejanski življenjski skupnosti, ne zagotavljajo ustreznih rešitev. Mi smo tudi takrat, ko je ministrstvo že dalo v javno razpravo spremembe zakona oziroma novelo zakona o registraciji istospolnih skupnosti, smo že takrat dali svoje pripombe in sicer smo dali predlog, da je možnost upoštevati tudi ugovor vesti. Kot sem dejala, Nova Slovenija bo delovala oziroma bo sodelovala na referendumu. Na kongresu Nove Slovenije, ki bo 21. novembra v Dravogradu, pa bomo sprejeli tudi 2 resoluciji o aktualnih temah. Ena bo v zvezi z referendumom o zakonski zvezi, druga pa bo v zvezi z migrantsko krizo. Čeprav bosta 2 glavni temi, bosta davki in pa zdravstvo, to bosta obširnejši resoluciji, medtem ko ti 2 resoluciji pa se dotikata aktualnih vprašanj. Nova Slovenija je zahtevala tudi izredno sejo Državnega zbora v zvezi s kadrovanjem v državnih podjetjih. Veseli nas, da bo ta razprava kmalu na sporedu v Državnem zboru, sicer naslednji petek, drugi petek popoldne, kar ni najboljši termin, pa vendarle je pomembno, da o tej temi razpravljamo, kajti z imenovanjem Jazbeca na vrh SDH se je pravzaprav sesula glavna točka programa stranke Mira Cerarja. To je etika. Državljani smo pričakovali, da bo ta vlada opravila z lobiji, ki so ugrabili državo, da bomo zvedeli, kdo komu je dal nezavarovane kredite, da bo za to nekdo odgovarjal za to veliko bančno luknjo in da bo tudi postavljen pred sodišče oziroma da bo ugotovljeno krivda in pa tudi posledice. Sedaj pa ugotavljamo, da tisti, ki so pomagali povzročiti to bančno luknjo, sedaj so imenovani na najvišja mesta. Konec oktobra je vlada poleg vodilnih mož na družbi za upravljanje terjatev bank DUTB brez tehnih argumentov odslovila tudi predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga SDH Mateja Pirca in člana uprave Mateja Runjaka.
Vlada je na mesto predsednika uprave SDH imenovala Marka Jazbeca, ki je bil med leti 2009 in 2012 član uprave NLB in tudi predsednik njenega kreditnega odbora. V tem času je NLB zabeležila naslednje rezultate. Leta 2009 87 milijonov evrov izgube. Leta 2010 202 milijona evrov izgube. Leta 2011 239 milijonov evrov izgube. In leta 2012 274 milijonov evrov izgube. Ti podatki nikomor, ki je bil del vodstva NLB, ne morejo biti v ponos. Kažejo pa tudi na posameznikove vodstvene sposobnosti in strokovne kompetence. Torej, ljudje, ki so naredili tako velike bančne luknje oziroma letne izgube v več 100 milijonih, so sedaj postavljeni na vodilno mesto, da bojo upravljali z 11 milijardami državnega premoženja. Imenovanje Marka Jazbeca je zato naravno škandalozno in kaže na to, da je vlada Mira Cerarja povsem izgubila moralni in etični kompas, na katerega je stavila pred volitvami. Prav tako je vlada razburila z imenovanjem Barbare Smolnikar za članico nadzornega sveta SDH. Saj je Smolnikarjeva kot predsednica uprave NLB Vita DD v poslovnem razmerju s SDH in gre torej za evidentno kršitev 39. člena zakona o SDH. In na mesto predsednika upravnega odbora DUTB je vlada imenovala še Marka Simonetija, ki je bil od leta 2009 predsednik nadzornega sveta NLB. Prej sem pa navedla že številke, koliko milijonov izgub je NLB v tem času pridelal. No, zanimivo pa je, da je v njegovem mandatu bil za člana uprave imenovan prav Marko Jazbec. Torej, stari znanci iz NLB, ki je pridelala milijardne izgube, postajajo varuhi našega preostalega skupnega premoženja. Ti primeri kadrovskih menjav jasno kažejo, da so od obljubljenih visokih etičnih standardov po letu dni od volitev ostale le prazne besede. Upravičena pa so ugibanja o tem, kateri lobiji in omrežja iz ozadja so omenjene ljudi dvomljivega slovesa uspeli nastaviti na tako visoke in odgovorne položaje. Tukaj vlada ne more gledati stran. Če je vlada imenovala nadzorni svet, predvidevam, da jim je dala tudi neke napotke, ki so v zvezi z etičnimi in moralnimi standardi in torej nadzorni svet mora delovati zakonito in v skladu z etičnimi in moralnimi standardi. Zato se predsednik vlade ne more izgovarjati, da to ni njegova stvar, ne more in ne sme gledati stran, ko se dogajajo tako škandalozne menjave. No, v Novi Sloveniji nasprotujemo tudi, da bi bil Andrej Baričič šef Univerzitetnega kliničnega centra. Zato bomo v Novi Sloveniji uporabili vsa parlamentarna sredstva, da se to ne bi zgodilo. Vlada pa bo morala prevzeti za to odgovornost, če bo kljub temu, kljub vsem očitkom, kljub vsem znanim dejstvom vztrajala pri imenovanju Baričiča na to odgovorno mesto. Vemo, da je bil tudi on del ekipe, ki je v preteklosti vodila UKC in tudi vemo, kakšni škandali so se v tem času dogajali. Zatorej ne razumemo in ne moremo podpirati njegovo imenovanje za šefa UKC-ja. Dejala bi še nekaj besed v zvezi z migrantsko krizo. V Novi Sloveniji ugotavljamo, če Slovenija ne bo suverena in varna država, ne bo zmogla zagotavljati niti humanitarnosti, niti varnosti, zaradi česar lahko v državi nastane kaos.
Lahko rečem, da so tudi naši člani zaskrbljeni nad dogajanjem v zvezi z migrantsko krizo, da tudi poslanci pogosto dobimo opozorila z terena in prošnje storite vendar že nekaj. In zato od predsednika vlade tudi zahtevamo, da Nemčijo opozori, da Slovenija ne bo sprejela migrantov, ki jih bo Nemčija začela vračati. Od Nemčije pričakujemo, da bo migrante, ki jih ne želi, vrnila v prvo državo članico Evropske unije, kamor so ti ljudje najprej prišli, torej v Grčijo, ali pa v njihovo matično državo, če tam ni vojne in torej ni razlogov za zaprositev azila. Naša vlada mora na vsak način zagotoviti nemoteno izvrševanje suverenosti Republike Slovenije, pri čemer je treba zagotoviti tudi normalno zdravstveno varstvo za lokalno prebivalstvo. Vemo, da ob taki množici ljudi se pojavljajo tudi določene bolezni in tudi migranti potrebujejo zdravstveno oskrbo, vendar pri tem ne smemo, ne moremo zanemarjati lokalnega prebivalstva, ki ima prvo pravico do te zdravstvene oskrbe in pa tudi pričakujemo za zagotavljanje zdravstvene varnosti slovenskega prebivalstva na splošno. No, v Novi Sloveniji smo že večkrat izrazili zahtevo do predsednika vlade Mira Cerarja, da vendarle nemudoma skliče vrh parlamentarnih strank, da bi na ta način lažje pridobili določene podatke in informacije in bi tako lahko tudi skupaj dajali predloge in skupaj delovali v smeri reševanja te velike migrantske krize. Hkrati pa se zahvaljujemo vsem civilnim iniciativam, organizacijam, prostovoljcem za njihovo nesebično in požrtvovalno delo. In postavljanje te žične ograje oziroma tehničnih ovir je nujno potrebno za zagotavljanje reda, kajti ob napovedanih več 10.000 beguncev, ki se bližajo Sloveniji, bo zelo težko ohranjati red, mir in se bojimo, da bo prišlo do kaosa. Od vlade pa tudi pričakujemo, da se bo tukaj konstruktivno dogovarjala tudi s Hrvaško in da nobena izmed držav ne sme prejudicirati meje o postavljanju teh žičnatih ograj. Vemo, da je teren težak, da ponekod je te ovire zelo težko postavljati zaradi naravnih značilnosti tega območja, zato pričakujemo konstruktivno sodelovanje obeh držav.